ker sem bila tudi sama kot 7-letni otrok s celotno družino izgnana najprej v Reichenburg, v Reichenburške hleve, tam so nas popisali, tam so nam te svetince okrog vratu dali in potem sem preživela od 4 leta v nemških izgnanskih taboriščih, najprej v Erfurtu, nato v Apoldi, Rudolstatu, Bambergu, Blankenburgu. Bili smo v skupnih taboriščih, v starih gradovih, v zapuščenih tovarnah, barakah, kjer smo po več družin bivali skupaj. Zelo nastanitvene razmere so bile zelo slabe, saj so bili to pogradi v več nadstropjih, kjer smo se skromnimi odejami tudi po zimi zmrzovali, bili smo kot otroci lačni. Najhujše pa bilo, da smo izgubili 4 leta šolanja, ker v izgnanskih taboriščih ni bilo možnosti, da bi hodili kam v šolo. Starši so bili vse dni na prisilnem delu, pa nas tudi niso mogli učiti. Zdaj, seveda, tako se je dogajalo kar z 63.000 slovenskimi izgnanci. Od teh 63.000 je bilo izgnanih v nemška izgnanska taborišča 45.000, 10.000 na Hrvaško, 7.500 v Srbijo, 2.700 na Madžarsko. Tako da in pred izgonom je pobegnilo kar 17.000 Slovencev, tako da je praktično ta izgon povzročil tragedije kar okrog 80.000 Slovencev. Po drugi svetovni vojni smo se vrnili na izropane domove, brez vsake pomoči. Bilo je težko življenje tudi po vojni. No, in mi smo dobili status, da smo žrtve vojnega nasilja šele z zakonom o žrtvah vojnega nasilja oktobra 1995 leta. Prej pa smo bili slovenski izgnanci in begunci brez vsakih pravic. Pravice smo dobili po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, kjer imamo posebno zdravstveno, socialno in pokojninsko varstvo. Potem smo po posebnem zakonu o poplačilu fizičnega in psihičnega trpljenja smo dobili za vsak mesec nasilja 25.000 in pa tisti, ki so nasilno delali v Nemčiji in Avstriji, so dobili odškodnine za prisilno delo po nemškem zakonu spomin, odgovornost, prihodnost in pa po avstrijskem zakonu v spravi. Kar je ostalo neporavnano, je pa tudi pomembno za vse nas, to je gmotna škoda za izgubljeno celotno premično premoženje in tudi uničeno premično premoženje, ker okupatorji so sekali gozdove, uničevali vinogradi, da ne obdelovali vinograde, uničili so gospodarsko poslopje.